Kaj pa je to? Hej, Živijo. sva Davor in Andraž od The Sweet Tech TV in ker se življenje po koroni počasi vrača v normalo, recimo jaz sem se danes cepil končno proti koroni, tako da upam, da zdaj med snemanjem ne bo kakšnih čudnih stranskih učinkov. Ampak ja, gremo naprej na video. No, zaradi tega, ker se počasi vse skupaj normalizira počasi, se bo treba tudi spraviti končno nazaj malo v fizično formo, ne Andraž, pa mogoče malo bolj na temu delati. Ja. In pri tem vam lahko ful pomaga ena dobra, pametna zapestnica. Ena izmed takih je sigurno Xiaomiova Mi Smart Band 6, ki nam jo je prijazno posodila spletna trgovina mishop.si, ki se specializira za prodajo električnih naprav znamke Xiaomi na slovenskem trgu. Preden pa začneva, vas vse prosa, da se naročite na najin kanal, The Sweet Tech TV, in naj jo spremljate na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku, da boste redno na tekočem z vsem. Zdaj pa kar nazaj na video. Hej, Davor. Hej, Davor. Hey, I don't give a... Mi Band 6 je v tehnološkem svetu zaradi vseh izboljšav sprožila veliko debate, čeprav je minil komaj slab let, odkar je ven prišla petka. Na zanimanje kaže tudi sama prodaja. Čeprav je na kitajskem trgu na voljo od 2. aprila, na globalen trg pa je prišla šele pred kratkim, so po celem svetu v samo 17 dneh prodali 1 milijon enot te naprave. Ja, to res kaže na njeno popularnost. Sam, zakaj točen je temu tako, Davor? Jaz bi rekel, da zaradi več dejavnikov. Okay. Glavni so recimo dizajn, funkcije in pa itak tudi cena. Če začnemo s prvim dejavnikom, Mi Band 6 ima zelo ozek dizajn, kot lahko sami vidite. V tej napravi so ga res pregnali do skrajnosti. Tehta samo 12 gramov, tudi mogoče zato, ker ima plastično ohišje. Sam še vse ne izpade sploh ceneno, tako kot mogoče kakšni pametni telefoni cenejši. Silikonski pašček je tudi zelo udoben in ker je sama zapestnica tudi lahka, včasih skoraj kar pozabite, da jo sploh nosite na sebi. Ja, res je. Je pa res, da za igranje košarke recimo ni lih najbolj primerna, to lahko povem iz izkušenj, ker ne omogoča, da se zapestje lepo opogne, pa da nacentrirate met in recimo to je bilo zame ful čuden in sem ful boljš metal, ker sem jo dol dal po kakšni urci. Ja. Ampak itak, to je po moje pri vsaki zapestnici ali pa pametni uri, tako če bi jaz tole pametno uro gor, bi še koga po gobcu užgal. What are you guys doing? Če imate ta stare paščke iz Mi Band 5, so kompatibilni z Mi Band 6. Naprava drugič pride v 6 različnih barvah. Črni, oranžni, rumeni, olivni, modri pa slonovinasti. S tem, da pride v originalu s črnim paščkom. Tako da morate druge barve paščkov dokupiti posebej. Zapestnica je valjda tudi vodoodporna, se izdrži do globine 50 metrov. Tako da tuširanje z njo je res ta manjši problem. Ta glavna zvezda te zapestnice je pa drugič njen prekrasen AMOLED zaslon, ki je oster in svetel, gre pa res čisto do samega roba. Ima diagonalo 3,96 cm, ki je občutno večja, kot je bila pri Mi Band 5. Ekran ima resolucijo 326 dpi, oziroma 152 x 486 pikslov, kar je skoraj polovico več, kot je bilo pri Mi Band 5. Premazan je pa tudi z zaščitnim slojem za zmanjšanje prstnih odtisov in to se res dobro vidi. Podpira tudi funkcijo Tap to Wake, oziroma ko tapnete na njo se aktivira zaslon in ima tudi ročno kontrolo svetlosti. Izgled začetnega zaslona pa lahko določite prek mobilne aplikacije Xiaomi Fit, na katero naj jo je usmerila sama zapestnica, čeprav že obstaja novejša verzija aplikacije Xiaomi Wear App, ki pa je tudi nama nagajala pri vpisu in registraciji. Zato se pač uporabljala ta Fit App, čeprav kakšni drugi so tudi Wear uporabljali, ampak mi so bila pri Fit Appu. Ta app ima na voljo veliko različnih številčnic, brez doplačila, njihovo število pa se vsak dan povečuje. Uporabniški vmesnik je sicer preprost za uporabo, če podrsate levo in desno od številčnice,
dobite podatke o dnevni statistiki telesne aktivnosti, dobite kontrole za predvajanje, vremensko napoved in tako naprej. Naslednja pomembna stvar pa so funkcije. Mi Band 5 ima PPG senzor srčnega utripa, ki spremlja celodnevno statistiko, prav tako pa ima znotraj aplikacije razčlembo na časovna obdobja tekom dneva. Mora opozoriti, da sicer ne spremlja srčnega utripa na par sekund, ampak najmanj na 1 minuto. Ja. Nova letošnja pridobitev je pa SpO2 merilec kisika v krvi oziroma tako imenovani pulzni oksimeter, ki je viden potem, da ima na hrbtišču zapestnice rdečo diodo, medtem ko ima senzor za srčni utrip zeleno diodo. Vendar pa se s funkcijami ne ustavi tukaj. Prav tako mer kvaliteto spanca, če jo po noč seveda pustite na roki, v poročilo pa vključi tudi samo dihanje med tem, ko ste spali. Malo bolj zoprna stvar je edino to, da zapisnica statistike kvalitete spanca ne prikaže na zaslonu, morate iti prav v samo aplikacijo, da vidite podatke. Zapisnica je včasih tudi malo optimistična pri rezultatih, recimo koliko časa spimo, ker pod spanje lahko uvrsti tudi zgolj samo počivanje v postelji ali pa ko se zjutraj na poti v kopalnico počasi prebujate. Davor je to tudi testiral, in lahko to potrdi. Ja, res, no, jaz sem šel recimo okoli polnoči spat, majčkeno čez polnoč je že kazalo, kot rahlo spim, ob 12:30 mi je kazalo, kot da že globoko spim, čeprav sem pogledal na uro 15 do 1, pa sigurno še nisem spal, tako da ne vem, kaj je bilo to. No, poleg tega ima pa drugače merilec stresa, funkcijo pomiritve dihanja, dame pa lahko preko nje spremljate tudi svoj menstrualni cikel. Zdaj, midva ga nisem mogla sprobati zaradi očitnih razlogov. To pa še zdaleč ni vse. Ob vsem tem pametna zapestnica Mi Band 6 pri spremljanju telesne aktivnosti ponuja spodobno selekcijo 30 različnih športnih načinov, daje natančne podatke, včasih ti zgreši mogoče meritev srčnega utripa, ki posledično malo odstopa od resničnega stanja, tako da ne vas ne skrbi, če so kakšne čudne meritve kdaj. Ob tem pa ima tudi avtomatsko sledenje za 6 aktivnosti, kar pomeni, da zapestnica sama prepozna, kateri šport izvajate, brez da bi jo to mogli povedati preko vnosa v aplikacijo oziroma prek ure. Prav tako pa ima tudi orodje PAI, s katerim pove, koliko telesne aktivnosti narediš na dan, na koncu tedna pa poda poročilo in če je to rezultat nad 100, si v redu. Dosežeš pa ga lahko že samo s tem, da upravljaš neko srednje težko dnevno aktivnost, vsaj tam 15 do 20 minut bo dosti. Kolega, pa smo naredili šiht za danes. Dajmo na en pir. To orodje je namenjeno temu, da poveča vašo motivacijo za gibanje. Všeč nam je bilo pa to, da ni vsiljivo z raznimi obvestili, zaradi katerih ti gre ponavadi pri podobnih zapisnicah vse skupaj že fesna jedra, ne pa da bi te motivirali. In ker smo že pri obvestilih, kaži brez problema redno, na njej lahko tudi pogledate, ne morete pa na nje odgovoriti ali pa jih izbrisati iz telefona. To še zmeraj morate narediti na samem telefonu, tako da tukaj je še malo prostora za izboljšave. Mi Band ima pa valjda tudi alarm, štoparco, prek nje lahko najdete tudi izgubljen telefon, sicer zelo z naješenim zvokom, sliko, kar slišite tukaj, aktivirate pa lahko tudi kamero na telefonu. Česa pa ta stvar sploh nima? No, NFC-ja. Za brezstično plačevanje, recimo, ali pa glasovnega asistenta. Ti dve funkciji imajo recimo samo modeli na Kitajskem, tudi GPS-a nima, čeprav se je šušljal, da ne bi ga imela, tako da upajmo, da ga bo dobila recimo naslednji let, pri Mi Band 7 ali karkoli že bo. Je pa res, da bi GPS sigurno naredil zapestnico tudi malo bolj debelo in bi lahko hitreje ponudil samo baterijo. No, ko smo že pri bateriji, je velikosti ta 125 mAh, in Xiaomi trdi, da lahko ob neki normalni uporabi zdrži tja do 14 dni, pri bolj konzervativni uporabi pa celo tja do 20 dni, podoben kot njene predhodnice, s tem, da so imeli nekateri od njih še črno-bel zaslon, pa tudi ekrani sami so bili manjši kot pa pri tej. Zdaj, če imate vklopljene res čisto vse funkcije in se res redno zabavate z njo, vam drugač
ne bo zdržala tako dolgo. To vam lahko poviva. Recimo največ tja do enega Že tedna. to je. Že to je ok, ja. Ampak si nimate valjda nič zasekirati, vržete jo na priložen magnetni polnilc in vola, v 2 urah se vam bo nafilala. In še zadnji razlog za uspeh te zapestnice je itak cena. V MiShop, tam, kjer so nam jo prijazno posodili na test, jo dobite za 49,90 €, kar je tudi primerljivo z lanskoletnim Mi Band 5, ko je ta 5 prišla ven, seveda. Če zraven še upoštevate, da je Xiaomi obljubil, da bi izboljšal meritve srčnega utripa in kisika v krvi, pa lahko vidite, zakaj je folk pokupil tako hiter, ker res nima veliko slabosti. Res je. Ja, itak, da nima kakšnih določenih naprednih funkcij, kot jih imajo recimo veliko dražje pametne ure za tam 200-300 €, ampak za nek hiter pregled podatkov, za spremljanje vadbe, vse to v ugodni ceni, je to nekako dejansko vse, kar nucate po najnem mnenju. Res je. In to je to iz najne strani za danes. Še enkrat hvala mishop.si, Hvala. da nam je posodil Mi Band 6. Lahko jo res priporočiva vsakmu, ki z vadbo potrebuje lahko zapisnico, ki ga ne bo ovirala pri kreiranju, pa valjda, da je poceni. Za vse dodatne info pa nama drugače pišite dol v komentarjih in naj jo spremljate na družbenih omrežjih. Mi pa se vidimo naslednji teden v novem Jaz videu. grem pa spat zdaj. Pet spat. Čau! Čau!